Najprej gremo v predsedniško palačo, kjer odhajajoči Borut Pahor že pakira kovčke. Najbrž kar prav veliko cajta nima. Tudi v zadnjem mesecu mandata dela s polno paro. Dajmo pogledati, kaj je imel na urniku tokrat. Predsednik Borut Pahor je še zadnjič v svojem mandatu povabil na dan odprtih vrat predsedniški palači. Zanimanje je bilo izjemno. Predsedniško palačo si je sicer skozi leta obiskov ogledalo kakih 28.000 ljudi, tudi iz tujine. Najbolj prisrčni so bili seveda otroci. Tudi danes je bilo tako. Predsednik Pahor in otroci. To je ta večna zmagovita kombinacija. On ima rad otroke, oni pa njega. Ker otroci se imajo med seboj radi. Narisali smo vam nekaj risbic za vaš otroški kotiček. Bili ste odličen predsednik Slovenije. Želimo vam veliko lepih trenutkov na novi poti. Srečno in hvala za vse. Joj, hvala, si tako zelo prijatno. A se vi tudi sprašujete, kaj so tem otroku dali, da se je napiflu toliko enih besed lepih o kerenem politiku? Ampak omenil je tudi nek otroški kotiček. Zdaj, očitno to ni Pahorjeva glavna pisarna, ne? Zato bom rekel, da nisem vedel, da je v predsedniški palači tudi otroški kotiček. Kaj se je kaj skrivalo v njem? Ne vem, otroške risbice predvidevam, mogoče kakšne plišaste igrače, pa miške male, ne vem, ugibam. Zdaj, ker se mi zdi, da je večino svojega mandata preživel lih v otroškem kotičku, zato sem to rekel. Zdaj se sprašujem, a ima Pahor mogoče še kakšno skrivnost? V predsedniški palači pa ostaja še ena skrivnost. Število sladoledov, s katerimi so se po obisku predsedniške palače v lepšo prihodnost odpravili obiskovalci. Zdaj vem, kaj motivirali tistega fantka. Okej. Vse jasno. Mene bolj zanima, kje je bil s tem sladoledom, ko je bila na mizi arbitraža. Kje? Ne pristajemo na arbitražu! Vanilja. Ampak to res ne bi smela biti skrivnost. Pač to mi plačamo, davkoplačevalci. Ali pa to Pahorjev skrivni fond? Ne vemo. Pri vseh teh skrivnosti je tudi to mogoče. In kaj so si najbolj želeli obiskovalci zadnjega dneva odprtih vrat? Zdaj, David, če bi mogel reči, kateri je bil prvi sklep, kaj bi sprejeli? Katero odločitev? Enkrat na teden dan odprtih vrat. Da bi lahko špricali dijake. Ok, fotka je narejena. Da bi lahko špricali dijaki, je rekel. Kje so tisti cajti, ko je mularija hodila špricati v park, travo kaditi, papir piti? Danes je očitno to vse drugače. Ej, Marko, a grejo špricati? Ja, pejva, kam pa? Predsedniško palačo. Ampak bolj verjetno je, da je teh ekskurzij v predsedniško palačo konec, ker veste, kaj si nova predsednica Nataša Pirc Musar misli o tem? Večkrat sem povedala, da je prav, da je predsedniška palača odprta, ampak ne kot neka turistična atrakcija. Imela bom dneve odprtih vrat, ampak to se vam je zdelo v zadnjem času, ko govorite o turistični atrakciji, da je šlo predaleč? Da. Močne besede, močne besede. Nič, gremo popucati otroški šampanc, nič več sladoleda. Demontiraj otroški kotiček. Konc zabave, zdaj vse po regelcih. A ni ona rekla, da bo predsednica vseh? No, otroci, ki hočejo špricati, bojo naslednjih 5 let kar razočarani. Mi tega ne bomo dovolili. Mi hočemo, da vi dobite sladoled. Zato smo za voljo vseh, ki si tega res vroče želite, na naši Facebook strani odprli spletno peticijo. Če se bo zbralo dovolj podpisov za ohranitev dneva odprtih vrat, jih bomo poslali na Erjavčevo takoj, ko Nataša Pirc Musar pride v predsedniško pisarno. Obiščite naš Facebook, podpišite se, polajkajte, pofollowajte. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.